Zdaj pa najpomembnejša tema ta hip. Režija. Tako, družba, od drugega kroga predsedniških volitev nas loči še dober teden. Pahor in Šarec tekmujeta v tem, kdo se bo rokoval z največ ljudmi, kdo bo kušnil največ dojenčkov in upokojenk in kdo bo najbolj pasivno-agresiven na predvolilnih soočenjih. Vsi stavijo seveda na aktualnega predsednika, ampak ankete javnega mnenja, kolikor jim lahko zaupamo, kažejo, da bo zelo tesno. To smo videli že prejšnji teden v naši anketi. Proti Pahorju sta se v preteklih tednih javno izrekla očeta slovenskega naroda, Kučanov Mile in Janez Veliki. Kar je malo sumljivo, če dobro pomislite. Večna sovražnika, ki se v nečem strinjata. Pa kaj je to? Tako, kot bi se stripi pa un mornar kar naenkrat zaštekala. Ibri. Tle more biti ena finta, more. Zato ni nepomembno, kako bosta s svojimi javnimi pismi glasove preusmerjala prvi predsednik republike Milan Kučan in vodja opozicije Janez Janša. Oba sta se v zadnjih dneh oglasila proti Pahorju. Njun namen naj bi bil ravno nasproten, torej ne rušiti aktualnega predsednika, ampak spodbuditi svoje lastne nasprotnike, naj volijo prav Pahorja. A ste videli te lisjake? Medtem, ko mi igramo Črnega Petra, ona dva igrata trodimenzionalen šah. Zakaj? Kučan trobi proti Pahorju, zato da bi desničarje nategnil, da bi volili zanj. Janša ga pa kurca, zato da bi levičarji rekli, lej, Janša je proti njemu, dajmo voliti za Pahorja. Mater, zmer govorijo, da imamo strice z ozadja, nikoli pa ni noben pomislil, da sta to Janša in Kučan skupaj. Čeprav, lejte, konc koncev sploh ni važno toliko, kdo bo predsednik, ampak prisrčno prijateljstvo, ki se je stkalo med starima sovražnikama. Ampak pozor, obstaja še ena opcija. Kaj, če bojo volivci, oziroma če volivci ne bodo poštekali te finte od Milana in Janeza? Kaj, če bojo zaradi obeh na koncu glasovali Gliza Šarca in bo on dejansko predsednik? Dajte si vi predstavljati, kakšna bi bila Slovenija, če bi nam vladal Šarec. Zdaj, Šarc je gospod, najprej bi spremenil Vilo Podrožnik v predsedniško rezidenco. To je enkrat ena. Jaz ga poznam in lahko garantiram, da bi to naredil. Pa ime bi ji dal Casa Marjan. Vsako nedeljo bi bile gasilske povorke po centru Ljubljane, pa vsako soboto na Kongresnem trgu gasilska veselica. Je res ali ni? Je res ali ni? Kaj bi še bilo? Ste že tam, ste že na veselici. Ste že na veselici. Pa kaj bi še bilo? Govora bi imel vsak teden na enem balkonu v Ljubljani. A ja, pa Brunarcev na Brdu bi spremenil v sobo zemljevidi. Pa Hrvaško bi napadli, po moje. Moraš se dokazati kot vodja oboroženih sil. In kdaj je boljši cajt, kot takrat, ko je vojna? Klinc, enkrat bo mogel dokazati, da ni več serpentinšek. Ampak okej, Šarc, zdaj ti meni nekaj povej. A tebe kaj mot, da te niti en uveljavljen politik ne podpre? Niti Erjavec, ki bi podprl pijavko, če bi imel na jajcih, če bi imel kaj koristi od nje. Si niti ne želim nekih, bom rekel, preverjenih političnih obrazov zraven, ker se veste, obstoječa politika je naredila, kar je naredila, sam pa predstavljam novo svežo energijo. Sam pa predstavljam novo, svežo energijo. Valjda, to tudi rečeš, ko nimaš frendov. Tudi, ko ne dobiš soplesavke za maturance, rečeš, jaz sem preveč cool, da plesam v paru. Tako kot drugi. Pa sam plešeš. Razen, če imamo, gledalke in gledalce, jaz mislim, da smo našli nekaj posebnega. Našli smo prvega hipsterja med slovenskimi politiki. Marjan Šarec. Marjan Šarec je prvi hipster slovenske politike. On ima rad sam neznane bende oziroma politike. On sovraži vse tiste bende oziroma politike, ki so se prodali, pa ki so mainstream, pa ki se vrtijo po radiju. Šarec ima to foro, strici iz ozadja, to imajo že vsi. Šarec na naslednjem soočenju vsem povej, da si hipster, boš garantirano zmagal. No, v sredo je bil dan spomina na mrtve, dan, ko imajo politiki največ dela. Treba je na vse britofe polagati vence in gledati mrko, medtem ko pleh muska fuša na polno.
Oziroma, a ste opazili, da politiki nikoli dejansko ne postavijo venca, ampak sam popravljajo tisti žalen trak. Kaj pa boš, nekaj moraš prčkati okoli rož. Se pravi, davkoplačevalci plačujemo nekje nekoga, ki je tam samo zato, da tisti trak mal zjebe preden prije pred politik. A ste postavili? Smo. No, Pahor je med drugim venec popravljal trak tudi na Kongresnem trgu pred spomenikom sprave. Posebni odred Slovenske vojske je naredil tole. Vojaki so rekli, ta spomenik je pa tako grd, da ga bomo zdaj vstrelili. Čeprav ni malo ironično, imaš spomenik vsem, ki so jih v vojnah ustrelili, pa vojaki streljajo od njega, jaz ne vem. Lahko bi vsaj kdo falil, ne vem. Ti še dobro, da ne bo tretjega kroga, ker bomo še po vseh pasih Britovih hodil. Zdaj, dragi gledalci, spoštovani gledalci, na tem mestu si upam narediti drzno napoved zmagovalca na predsedniških volitvah. A ste pripravljeni? Na tem mestu napovedujem, ne, stavim, da bo definitivno naš naslednji predsednik Marjan Šarec. 5 jurjev stavim. Smo posneli to? Je posneto? Okej. Cut. Okej, na tem mestu napovedujem, ne, stavim, da bo naš predsednik, naslednji, definitivno Borut Pahor. 5 jurjev stavim. Boste videli, da bo tako? Vem, kaj ste rekli. Godler ima pa res jajca, da si upa tako napovezati rezultat volitev. Ampak glejte, jaz smem. Da pa dosti v volitvah. Režija, špica. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!